fajn? Ja. Evo, jesen že kaže svoje barve, tako da je konec sezone že skozi bližji. Ampak nimaš kaj, jaz v bistvu že med tednom ne moram več kolesariti zunaj, zato ker do 5 delam in je prehiter tema. Tako da sta trenažer in Zwift kar nujna. Ni idealen, je pa boljš kot nič. Glede na to, da ne gre med tednom, moram pa zato toliko bolj izkoristiti vikende. In tudi tale vikend nam nič drugače. Jutri je Istrski maraton, štartamo v Portorožu, tako da bo kar pasal majčkeno zamenjati okolico. Edina stvar, ki ni glih najboljša, je pa vreme. No, napovedan je dež, bomo pa videli, kaj bo. Zdaj, če ne bo kakšne sile, če vse v mejah normale, pa če ne bo kakšne hude burje, bo čisto v redu. Zdajle, ko prideva domov, vse skupaj naložimo v avto, pa se vidimo zjutraj. Evo, danes smo cela ekipa, tako da bomo maraton združili z enim izletom. Daš nas pa tudi nav zajebava, je tako? Ne. Gremo. Nam lagal, vmes sem mislil že obrniti, ker je dež čist preveč začel padati, ampak tukaj malo bolj zgleda. Zaboj odložite kaj, ne? Da ne bomo potem mogli na roke ločevati, ne? Če bi takole ostalo, bi bilo perfektno. Gremo po številko, pa bomo pa videli, kako pa kaj. Istrski kolesarski maraton je dolg 73 km, v teh 73 km pa se povzpnemo skupno za 1300 metrov. Sama trasa je lepo razgibana in ima veliko vzponov. Se pa pri vzponu na Boršt meri tudi čas, tako da pridemo na račun tudi tisti, ki bi malo podirkali. Traso sem si vnaprej naložil na Brightona, tako da me ni skrbelo, da bi kje zgrešil, je bila pa tudi dobro označena, tako da sploh ni bilo panike. Kmalu se je začelo odštevanje in sledil je štart. Vreme se je zaenkrat še držalo, glede na napoved je bilo pa zelo majčken šans, da bomo čez cilj prišli suhi. Ker se čas meri samo na vzponu na Boršt, pa tudi ni bilo treba pretiravati s tempom. Šlo je nekako po principu Take it easy, dude, but take it. Hitro smo prispeli do prvega vzpona na Sveti Peter in upal sem, da se bo skupaj nabrala skupina, ki bo imela približno podoben tempo.
To se je tudi zgodil, sem mu pa žal majčkeno smole. Ko sem zapeljal čez luknjo, mi je dol padla ketna, tako da sem se mogel ustaviti in rešiti problem. Ni mi pa vzelo veliko časa, tako da sem hitro lahko nadaljeval. Ceste so na kakšnih delih zelo slabe, tako da je bilo včasih treba iskati idealno linijo. Da je vse še majčkeno težje, so pa vse ulice tudi kar dost ozke. Žal se je zgodilo tudi tole. Če sem prav videl, se je kolesar zaletel v hišo, ni bilo videti čisto nič fajn, tako da dejstvo upam, da se je v redu, so bili pa tam ljudje, ki so mu pomagali, tako da se nisem ustavljal. Na tej točki je bil vzpon na Boršt že zelo blizu, tako da sem se psihično pripravil na majčkeno trpljenje. Sem pa ta segment prvič odvozil 3 leta nazaj, ko sem začel kolesariti in sem se tudi prvič udeležil maratona. Takrat je bil moj čas 14 minut in 19 sekund in prav zanimalo me je, za koliko ga lahko popravim. Šel sem kar lep tempo, držati sem probal skozi majčkeno več kot 300 vatov, pa tudi prehitil sem kar nekaj kolesarjev, zato sem vedel, da čas ne bo slab, sem pa mogel zdržati do konca. Postavil sem čas 10 minut in 20 sekund, kar je 4 minute hitreje kot pred 3 leti. S tem časom sem zasedel 21. mesto od 99 v svoji kategoriji, kar pa tudi ni slabo. Dirka na čas se je tako končala, se je pa konkretno okrepil veter in tudi ne bo bilo skozi bolj temno, tako da se je začela nova dirka, dirka z vremenom. Sva pa s kolesarjem v zelenem dresu naredila par menjav, tako da je bilo vse skupaj majčkeno lažje. Boš flašo celo? Ne, samo tole prav. Bravo, počasi, počasi. Bo daš, ne? No, itak, ja. Zdaj pazi poklani se dol, ker je kar strmo. Okay. In tudi ko se zravna, so še malo ovinki, naj te ne napali, da daš prehitro gas. Požemo v cajt potem ravnico. Ja. Ok, hvala. Ajde, srečno. Hvala. Cesta je bila že mokra in v nekem momentu je kolesar, ki je vozil za mano, v okrožnem krožišču padel. Z njim je bilo vse v redu in kasneje sva tudi govorila, mislim pa, da tudi sam ni čisto točno vedel, zakaj je padel, enostaven mu je vzel zadnje kolo in to je bilo to. Kmalu je začel padati dež in s kombinacijo vetra je bilo vse skupaj kar malo adrenalinsko. Ene par se jih je kar hitro spustilo, jaz pa enostavno nisem upal riskirati. Vseeno je v ponedeljek treba v službo, tako da sem lepo počas gonil proti cilju. Vremena žal ne moreš zbirati, vsem pa lahko izkoristiš dan, kot ga pač le lahko. In to nam je tudi uspelo.
Evo, smo odkolesarili, vreme je malo nagajalo, ampak nimaš kaj, na njega ne moreš vplivati. Važno je, da sem cilj prišel čez cilj, glede na to, kaj se je vse dogajalo, da sta bila 2 padca za mano. Tako da, dokler smo celi, vse kul. Zdaj gremo pa v Koper, ki imajo brezglutensko pizzerijo, Maja je alergična na gluten, tako da še ona pride na svoj račun s hrano. Gremo. Če ti je bil video všeč, se pa le naroči na kanal. Skoraj 500 nas je že. Ajde, se vidimo.